Dobrodošli, to je oddaja Zmorem. Tokrat bomo preleteli najbolj zanimive dogodke, tiste, ki so zaznamovali šport invalidov v preteklem letu. Z nami bo tudi Matjaž Bartol, slovenski reprezentant v dvoranskem balinanju, ki lovi normo za nastop na paraolimpijskih igrah v Tokiu. Leto 2018 se je začelo v znamenju paraolimpijskih iger v Pjongčangu. Jernej Slivnik se je v Južno Korejo odpravil predvsem z namenom nabiranja izkušenj. Na koncu pa je zelo prijetno presenetil z 12. mestom v slalomu. Z veleslalomsko vožnjo do napake sem bil zelo zadovoljen. Nisem se ustrašil prvega nastopa. V slalomu sem pa vse skupaj vzel malo bolj taktično. Proga je bila zahtevna, postavitev je bila zahtevna in v prvi vožnji sem imel eno veliko napako, vse skupaj do konca smučal super. V drugi vožnji mi je pa že malo manjkalo moči. Mogoče sem se malo zavestno odločil, da pridem do cilja in je bila druga vožnja malo slabša. Vsega 17-letnega junaka je na letališču Jožeta Pučnika pričakalo ogromno navijačev, podpornikov, sorodnikov in novinarjev. Zelo je prijazen, videvan, velikokrat se družimo tudi. Kdaj tudi pride z vozičkom na plac. Kaj pa kot športnik? Si ga že gledal na treningih? Sem ga gledal, pa tudi ta teden sem že ob 2 zjutraj vstajal zaradi tega, da sem lahko gledal njegove tekme. Tudi letos so v naših oddajah sodelovali številni zanimivi gostje. Med njimi je bil tudi odlični paratriatlonec. Alen Kobilica je dal mladim športnikom zelo uporaben nasvet. Za mlajše generacije, to je zdaj moje mnenje, ki bom pa rekel, ki je pa kar resnično. Mladi morajo vedeti, da bodo morali poleg tega, da so vrhunski športniki, bodo morali sami sebe tudi zelo dobro znati prodati. Bodo morali imeti tudi to žilico za medije, da bodo morali znati nastopati, ker danes, če pogledate, so športniki, najboljši športniki, so tudi tisti, ki znajo zelo dobro s kamero delati, zelo dobro se znajdejo pred kamero. Kamera jih mora imeti rada in to, kar poudarjam, zato ker na koncu je lahko nekdo vrhunski športnik, ima odlične rezultate, ampak potem v nekem trenutku zmanjka denarja in ne more več uresničiti svojih sanj. Tako da je pomembna, tukaj zelo pomembna in vedno bolj pomembna bo ta povezanost nekega vrhunskega športnika tudi s tem, da bo znal delati z mediji. Tako da meni se zdi to zelo pomembno sporočilo za vse mlade, ki prihajajo. In to ne glede na to, ali je to običajen športnik ali pa parašportnik. Na Koroškem smo se lahko prepričali, kako šport povezuje najrazličnejše ljudi. Pa moram reči, da je sedeča odbojka v naši družini že dolgo časa. Moja mama je bila, mislim, da na vseh velikih tekmovanjih proglašena za najboljšo igralko. Oče je bil trener te ženske reprezentance sedeče odbojke in so res imeli fantastične uspehe. Mislim, da je bila tudi predsednica svetovne odbojkarske zveze za sedečo odbojko. Mama, tako da je v bistvu že celo življenje nekako v naši družini. Jaz se spomnim tudi, da sem enkrat nastopil na svetovnem prvenstvu do 23 let, ki je bilo v Kamniku, tako da sem pa zelo vesel, da imamo danes možnost sprejeti moško reprezentanco in bomo tudi odigrali eno prijateljsko tekmo družine Urnaut, v bistvu udeleženci kampa, trenerji proti moški reprezentanci. Pa absolutno vse spoštovanje jim gre, da najdejo motivacijo, energijo, da tudi po težkih poškodbah se odločijo za šport in pridejo v odbojko in veliko od njih poznamo, so družinski prijatelji, fantastične osebe in res imajo toliko neke energije, motivacije, da trenirajo, da hodijo na velika tekmovanja po klubih po Sloveniji, priprave z reprezentanci, tudi po mesec dni jih ni doma in jaz se, v bistvu so vsi to moji prijatelji že odkar
odkar sem jaz začel igrati odbojko, sem hodil prvič v dvorano na treninge z njimi in od takrat nekako sem zljubil odbojko, ampak če primerjam to z normalno odbojko stoječo, sem bil vsakič, ko sem se dol sedel, še 2-3 dni v težavah, ker so čisto drugačni gibi, dosti težje se premikati, od bolečine v gluteus, vse ostale mišice, ko jih pri normalni odbojki ne uporabljaš, tako da je zelo zakomplicirano, ni lahko in res so spoštovanje. Zelo zanimiv pa je bil tudi izlet v zakulisje, kjer se je Darko Đurić preizkusil v malce drugačni vlogi. Okay, so we have the action photo. Let's go to shoot the portrait. Let's go. Okay, let's go. Pol s portretom je bil pa malo problem, ker je vse bilo tam okrog, pa se je malo odbijal preveč, pa ni bilo prostora, tako da sem jaz tam z ene slačilence, mislim, da je, ali pa celo odreševalcev soba, no. Da sem v bistvu za tiste sobe ven slikal, da smo vzati imeli dosti temno. Mislim, da smo mu povedali, 2 vedra vode, z vsake strani boš dobil 1 veder vode, pa se smejal se, je bilo tudi zabavno. I'm really happy I had a chance to work with you. Come on. You'll come again if I call you? Yeah, of course. Lani se je začela tudi izjemno odmevna akcija, misija Samozavest. Moram povedati še prvo, zakaj smo pričeli s tem programom. Na Zvezi za šport smo ugotovili, da na lokalnem nivoju se je zelo malo, skoraj nič ni naredilo na programu rekreacije, zato smo prodrli v lokalni prostor in s tem programom upam, da smo nekako aktivirali te otroke in jih še bomo. Seveda v nadaljevanju, kot paraolimpijski komite, moram reči, da nismo primarno hoteli, da bi nekaj več hoteli iz otrok, da bi bili nekako v neko profesionalno ali v nekaj bolj aktivno, ampak verjamemo, da bo tudi nekaj izmed teh otrok prešlo v neko aktivno športno aktivnost in verjamem, da bo skozi vsa ta leta lahko kdaj tudi ta, ki je danes še otrok, prinesel medaljo z olimpijskih iger. Lidl Slovenija z Zvezo za šport invalidov Slovenije paraolimpijskim komitejem sodeluje zdaj že 2 leti in pol, od marca 2016. Primarno smo se za sodelovanje odločili zaradi tega, ker smo v tem videli nek potencial nagovora celotne slovenske javnosti, spodbujanja javnosti k temu, da nehamo iskati neke izgovore, ampak najdemo predvsem neko motivacijo za življenje, za vsak nov dan. In definitivno so športniki invalidi tukaj velikanski navdih, ker dejansko kljub nekim oviram, ki jih imajo v življenju, so še bolj trmasti, še bolj motivirani, še bolj, bom rekla, vztrajno vstajajo in grejo na treninge in se potrudijo, da naredijo odlične športne rezultate. In ko smo se začeli pravzaprav spoznavati športniki invalidi, smo ugotovili, da imamo res velik potencial povedati javnosti slovenski, ful stvari se nam lahko zgodi, veliko stvari lahko dosežemo skupaj, če smo le dovolj vztrajni, če vidimo pozitivno v življenju. In športniki invalidi dejansko tudi interno, moram priznati, Lidl Slovenija prinaša enkratno energijo in kot vidite tudi danes na tem dogodku, pravzaprav nimam besed, vsi rečejo wow. Vem, da jaz nimam izgovora jutri zjutraj, zakaj ne bom šel teč, ali pa jaz nimam izgovora, zakaj ne bom šel na fitness. Jaz ga vsekakor nimam. In mislim, da če s tem začnemo dosegati ta preboj pri vseh ljudeh, smo dosegli veliko. Po drugi strani je pa naša skupna želja Zvezo za šport invalidov Slovenije to, da ljudje začnejo prepoznavati šport invalidov kot šport. Se pravi, ne nekoga, ki ima neko oviro v svojem življenju, nekoga, ki se pač spopada, sooča z neko invalidnostjo, ampak nekoga, ki želi dosegati vrhunske športne rezultate. In ker imamo take športnike, je prav, da jih izpostavimo, da jih skozi medije pokažemo, da smo lahko na njih neizmerno ponosni, ker domov prinašajo nagrade, domov prinašajo medalje. V Laškem in Celju je potekalo največje tekmovanje za športnike invalide v Sloveniji. Celje je oktobra gostilo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za športnike invalide. V dvorani Zlatorog je zaigralo kar 325 tekmovalk in tekmovalcev iz 54 držav. O zalogaju organizacije tako velikega dogodka pa smo se med tekmovanjem pogovarjali s tehničnim direktorjem turnirja in tudi trenerjem britanske reprezentance Gorazdom Veckom.
Ja, mislim, seveda so težave, vedno težave so za reševati in tudi pripravljeni smo bili na težave. Moram pa reči, da pač Evropsko prvenstvo, ki je bilo prejšnjo leto, ne, si nisem niti zamislil, da je toliko večji projekt. Ne. Ta svetovno prvenstvo je tudi mene malo presenetilo. Seveda imamo logistiko, ne, moramo prepeljati cirka 700 ljudi iz Laškega ali Rimskih Toplic v Celje, ne, ker ni Mačji Kašelj kar velik problem, ampak dejansko vsi avtobusi so na čas, tako da igralci pridejo takrat, ko hoče priti, ni zamud, zaenkrat vse funkcionira tako, kot mora. Ne. Ob tej priložnosti je Slovenijo obiskal tudi predsednik Paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons. And I see very good positive things here. So, for example, last year there was this law approved that put the Olympic Committee and the Paralympic Committee in the same level, according to the law. Of course, it's not the same level of funding, but at least before the law is in the same level, and this is important. So, I think we're going very well here, step by step. I think the next step will be to involve the national federation so that they could help develop the Paralympic sport. So the Athletics Federation helping the Paralympic Committee to develop para-athletics, Swimming Federation, the para-swimming, and so on and so forth. And it's the model the government, at least in the meetings I had with the Minister of Sport, is what they want to do, and is also what the President of the National Paralympic Committee wants to do. So I think that is a very good plan ahead. You are organizing a lot of events in Slovenia. This is good because brings people together, attract all the kids with impairment. I think this is the main goal here, is to attract kids with impairment, kids with disability to sport, where they are, with schools, with sport clubs, and then reach them. I would say at a very young age, so then you can develop them at the right time and not when they are a little bit older. So I think the challenge for the Slovenian is understand how they can engage with the youth of the kids with disability the earliest possible. Kot vselej pa se je leto zaključilo s pregledom številnih doseženih uspehov. Leta pa zauzna, že od nekdaj da si želela, da to postane, že je to se uresničila. Zdaj pa želim, da bi še v prihodnosti še podobnega uspela. V moški konkurenci je plavalec Darko Đurić že drugič v karieri osvojil priznanje za najboljšega med športniki invalidi. Odlični plavalec je na letošnjem Evropskem prvenstvu osvojil zlato v disciplini 50 metrov prosto in bron na 200-metrski razdalji. Darko je sicer dobil tudi posebno priznanje za svetovni rekord na 50-metrski razdalji. Ja, ta sezona, ki je bila zelo uspešna zame. Uspeli so mi vrhunski rezultati, svetovni rekord, evropski naslov, bronasta medalja. Vse te stvari si lahko človek samo želi in zelo se veseli, da mi je to uspelo. Najboljši med ekipami so gluhi kegljači, ki so v postavi Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko, Esad Hadžijagić in Robert Marolt na Evropskem prvenstvu osvojili prvo mesto. Kaj je bila skrivnost vseh uspehov, ki ste jih dosegli? Skrivnost teh uspehov, verjetno eno trdo delo, ki je pri kegljanju absolutno potrebno, potem pa eno dokazovanje, to je težko z besedami tudi povedati, invalid, taki, ko smo, si želimo, če ne moremo drugače biti neki enakopravni glede svoje invalidnosti, pa vse v športu probamo nekaj doseči, da smo potem prepoznavni, da se zna za nas, da se sliši, pa tudi predstavljamo, zastopamo svojo državo, vsak svoj klub in tako naprej. Ja, športom se ukvarjam že veliko let. Lahko rečem, že takrat, ko sem bil zdrav, sem se rad ukvarjal s športom. Ne. Prvi moj stik s športom, invalidskim športom, je bil leta 2002 z hokejem na invalidskih vozičkih, na električnih vozičkih. To so eni taki posebni hitri vozički, igra se pa podobno kot floorball. Ne. Ta šport sem igral, ga v bistvu igram za rekreacijo še zdaj. Lahko rečem 15 let. Ne. Leta 2014 sem se pa po naključju srečal z Bočo. Bočo je
dvoransko balinanje. To so ene take posebne krogle iz usnja, različne trdote. Imamo 6 rdečih krogel, pa 6 modrih krogel, pa belo kroglo. In igra se kot v bistvu normalno balinanje. In lahko rečem, da mi je ta igra prevzela in zasvojila. V boči obstaja več kategorij. Imamo BC1, ki je namenjen invalidom s cerebralno paralizo, ki rabijo pomoč. Potem je BC2, ki je namenjen cerebralnim invalidom, ki ne potrebujejo pomoč. Potem imamo BC3, to je namenjen za najtežje gibalno oviranostjo, ki ne morejo recimo dvigati rok, ki ne morejo metati krogel in se igra s tako rampo, s takim tunelčkom, plus asistent, izredno atraktiven šport in res ga grem rad pogledati kakšno finale, ko sem na tekmovanju. In potem je ta moja disciplina BC4, tle noter spadajo invalidi z mišično distrofijo, tukaj imam jaz to mišično distrofijo, plus lažji tetraplegiki. V Sloveniji imamo 3-4 ligaška tekmovanja v vsaki skupini. Prvi 4 grejo pa na državno prvenstvo. Jaz se lahko pohvalim, da sem od leta 2014 do zdaj državni prvak Slovenije. Boča je edini šport, ki je namenjen težje gibalno oviranim, tu kot sem jaz. Kje je Slovenija zdaj? Jaz trenutno mogoče od slovenskih tekmovalcev imam edino možnost, da se uvrstim celo na olimpijske igre. Trenutno sem, mislim, da okrog 22. 23. mesta na svetu. Lani sem se prvič uvrstil na svetovno prvenstvo in sem zasedel 14. mesto, kar sem v bistvu tudi zelo ponosen, ker to 14. mesto mi je dalo tak elan in tak zagon, da sem se pripravil in treniral še več in sem bil zelo nagrajen na Sardiniji, v Olbi. To je bil evropski pokal in tam sem osvojil prvo slovensko bočarsko medaljo. Posamično sem bil 3. Čisto enostavno. Rabim še kakšen res dober rezultat, da bi me popeljal v Tokio. Jaz res močno upam, da bom to dosegel. In posvečam temu res veliko svojega prostega časa in svoje energije v ta šport. Jaz imam mišično distrofijo. Če bi to čisto laično vam razložil, kaj tu pomeni, švohnijo me mišice, atrofirajo me mišice. Če povem, v osnovni šoli, v 1. razredu, recimo, sem bil v teku še dokaj soliden, v 8. razredu sem bil že ta zadnji. Začel sem hoditi po prstih in vedno mi je pešala ta moč. Tako da sem se kar dokaj zgodaj začel spopadati, v bistvu, da je z mano nekaj narobe. Ja, ni čisto tako enostavno. Ko si mlad, ko si v puberteti, vsak hoče biti najboljši, najlepši, ne vem, vse ojlala, in ti pa vidiš, da s tabo nekaj narobe. Že takrat sem se rad ukvarjal športom in ko sem pri telovadbi ali pri košarki sem imel izredno dober občutek, ampak te
orang te moči ni bilo. Ne. Ja, morate vedeti, da sem jaz že kmalu po osnovni šoli zvedel, pač, da bom pri 30 na vozičko. Ne. In mogoče sem tudi zato začel dokaj hitro že v tistem obdobju živeti, ne, ker takrat sem rekel, pa bom prišel na voziček, ki je pač pa konc, ne, v bistvu življenja. Ne. Ampak, ko zgradiš enkrat svojo osebnost, pri mojih letih, imam že 52, še zmeraj klobujem telesu, ni pa čisto tako enostavno. Ne. Zelo moraš merkati pri prehrani. Če se zredim za 5 kg ali pa 10 kg, v bistvu sem potem 100% invalid, ker ne moreš. Tako da ta skrb za svoje zdravje, ne, je izrednega pomena. Ne. Lahko rečem, s to ramensko medenično obliko so nekje po 40 že odvisni. Ne. Jaz pa še zmeraj klobujem. Ne. Res pa je, da imam v zadnje čase kar dosti problemov. No. Potem pa imam še eno strast, ki jo pa zadnja leta v bistvu dosti zanemarjam, slikarstvo. Ne. Še zmeraj hodim vsak teden enkrat na delavnico, ki jo organizira društvo. To mi je ena taka sprostitev za dušo. Tukaj, da mogoče se bo enkrat ta bočarska kariera zaključila, bom temu posvetil več pozornosti. Drugače pa prek društva tudi igram šah. Tukaj, da imam kar nekaj hobijev in da dolgčas mi ni nikoli. Moje ime je Matjaž Bartol, sem slovenski reprezentant paraolimpijske discipline boče. Tudi če smo najtežje gibalne oviranosti, vedite, da obstaja šport in to je boča. Naša naslednja oddaja bo minila v znamenju svetovnega prvenstva v parasmučanju. Nasvidenje, do prihodnjič. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.